Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 6:50. Danes bom govoril o nominacijah, še posebej o nominacijah, ki se v zadnjem času pojavljajo, kot so nominacije z pitjem hladnega piva ali z polivanjem z ledeno vodo. No, te nominacije naj bi imele tudi nek dobrodelni učinek, saj pri tej zadnji naj bi oseba, ki se polije z ledeno vodo, potem tudi nakaže določen znesek neki dobrodelni organizaciji. In v tem videu bom razčlenil ta akt nominacije iz psihološkega vidika, da se ozavestijo določene stvari, ki si jih običajno ne zaveda. Torej, zakaj so te nominacije tako atraktivne? Neka oseba te nominira in potem je na tebi naloga, da se na to nominacijo odzoveš. Ko te nekdo postavi pred izziv, je zdaj seveda odločitev, ali boš ta izziv sprejel ali zavrnil. V tem trenutku se potem pojavijo misli, kaj si bodo drugi mislili, potem ko se boš ti odločil, ali boš to nominacijo sprejel ali zavrnil. In seveda, če zavrneš, se potem postaviš v neko vlogo, ko te potem lahko začnejo kritizirati, zasmehovati, da si reva, da si ne upaš in tako naprej. In torej je sprejem ali zavrnitev takih nominacij družbenega pomena, igra pomen neke socialne vloge v družbi in ljudje se potem ne odločajo za sprejem ali zavrnitev nominacij na osnovi zdrave pameti ali tistega, kar je najboljše za vse, temveč na osnovi nekega strahu pred zavračanjem iz strani drugih. In potem se običajno popusti, ker ljudje bi bili radi priljubljeni, ne bi radi, da nas drugi zavračajo, da nas kritizirajo, zasmehujejo. Torej, iz strahu potem v glavnem sprejmemo to nominacijo. To je recimo en razlog. Drugi razlog je pa potem tudi, so pa potem še pozitivni občutki. Strah je recimo negativen občutek oziroma čustvo, motivirajo nas pa k temu tudi pozitivna čustva. In kaj so pozitivne občutki? S tem, ko se posnamemo na video, ko potem se polijemo z ledeno vodo in se posnamemo na video, se dobro počutimo, ker vemo, da nas bodo potem drugi pogledali naš video, nas pohvalili, nam čestitali in potem zaradi pozitivnega mnenja drugih bomo čutili pozitivne občutke. Torej nas tako pozitivni kot negativni občutki vodijo k temu, da storimo taka dejanja. Poleg tega pa tudi doniramo določen znesek denarja dobrodelni organizaciji in s tem tudi potem čutimo dober občutek, češ da smo naredili neko dobro dejanje. No, zdaj pa ta nominacija, polivanje z ledeno vodo, je prvič akt, ki zahteva od tebe samo neko kratkotrajno odpovedovanje, se pravi, da za delček sekunde začutiš ledeno vodo na sebi, kar sicer fizično telo malce
z drami, je mačka neprijetno, ampak potem hitro mine. Ampak polivanje z ledeno vodo ni nič posebnega, je pač metoda knajpanja. Tisti, ki občasno hodimo v savne, to počnemo redno. Gre za utrjevanje telesa in se priporoča to početi čim večkrat. Brez potrebe je seveda, da se to prikaže na video, ker če smo pogojeni za mnenje drugih ljudi, potem smo energetsko odvisni. So energije tiste, ki vodijo nas, in nismo mi tisti, ki vodimo samega sebe po zdravi pameti in na osnovi principa, ki je najboljše za vse. Potem je pa še vidik dobrodelnosti. Pomanjkanje na tem svetu je sistemskega razloga, je posledica denarnega sistema, kot ga imamo, ker trenutni denarni sistem je kontroliran iz strani določenih družin, bankirskih družin, ki so bankirji že tisočletja, in denar je sistem zasužnjevanja ekonomskega suženjstva na tem planetu. In sistematično se zaradi tega povzroča pomanjkanje. Ko nekdo želi pomagati ljudem, ustanovi dobrodelno organizacijo, humanitarno društvo ali kaj podobnega, in potem seveda potrebuje denar, da bi se šel to svojo dobrodelnost. In potem morajo drugi ljudje njim dati denar, zato da oni lahko za denarjem odpravljajo posledice pomanjkanja našega trenutnega denarnega sistema. Torej, dobrodelnost je samo podpiranje trenutnega denarnega sistema in zlorab. Tisti, ki donirajo, sodelujejo pri trenutni zlorabi na tem svetu in jih v bistvu ne zanima, kako celotni denarni sistem deluje in kako trajnostno izboljšati bivalne razmere na tem planetu za vsa živa bitja. Torej, in polivanje za vodo in donacije so izraz strahopetnosti, ne pa poguma, kot bi nekdo mislili. Zato bi jaz predlagal zdaj eno nominacijo, eno tako resnično nominacijo za tiste, ki imajo res jajca, ki so res neustrašni. Vse tiste, ki gledate tale video, nominiram, da prvič se začnete osvobajati od energij, od odvisnosti, od pozitivnih in negativnih energij, od čustev, od mnenja drugih, in da začnete samega sebe voditi v skladu z principom tistega, kar je najboljše za vse. Kot podporo za to vas vabim, da se vpišete na brezplačni uvodni tečaj DIP Light, do katerega povezavo bom nalimal pod opisom tega videoposnetka. In pa potem vas vabim še, da podprete politični predlog preobrazbe, delovanje denarja v družbi, ki je izboljšana verzija UTD-ja oziroma univerzalnega temeljnega dohodka in se imenuje zagotovljeni življenjski dohodek. Tudi povezavo do tega najdete pod opisom tega videoposnetka. In potem vas nominiram tudi, da nominirate 10 svojih prijateljev, mu pošljete ta video, naj si ga ogledajo in da bo šla ta informacija naprej. Ker samo na ta način, da bomo sistematično, redno preobražali naše miselne vzorce in na političen način spremenili denarni in ekonomski sistem, bomo ustvarili razmere na svetu, ki so podoba pravega raja, in bomo vsi imeli dovolj in se bomo spoštovali in se bomo imeli radi, in potem ne bo več potrebno nekih nominacij, ker bomo vsi nominirani kot življenje in v izobilju. Čao!